Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zelo zanimivo pravljico poklanjam zvestemu poslušalcu pravljic v mojem knjižnem kotičku. Ste že kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi knjige zares oživele? Če bi iz njih skočila pravljična bitja in nas obkrožala z vseh strani. Natanko to se je zgodilo deklici, ki ni marala knjig. Pravzaprav sploh ni vedela, zakaj jih ne mara, saj jih ni nikoli brala. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige. Nekoč je živela deklica z imenom Mina. Ko bi besedo poiskali v knjigi, bi odkrili, da v starodavnem jeziku sanskrt njeno ime pomeni riba. Ampak Mina tega ni vedela, saj ni v knjigah nikoli ničesar iskala. Sovražila je branje in sovražila je knjige. Vedno in vsepovsod so na poti, je govorila. Temu bi lahko samo pritrdili, kajti pri njej doma so bile knjige vsepovsod. Ne samo na knjižnih policah in nočnih omaricah, kjer jih ponavadi najdemo. Knjige so bile na najbolj neobičajnih mestih, kamor gotovo ne sodijo. Knjige so bile po toaletnih mizicah, komodah, predaljih, skrinjah, kuhinjskih omarah in celo v omarah za obleko. Kupi knjig so bili na posteljah, pod njimi so se šibili stoli. Knjige so se grmadile po stopnicah, z njimi je bil natrpan kamin. Temu ni bilo videti konca. Mama in očka sta knjige vztrajno prinašala domov. Knjige in spet knjige. Knjige sta kar naprej kupovala. Knjige sta si izposojala. Knjige sta naročala iz kataloga. Brala sta pri zajtrku, brala sta pri kosilu in brala sta pri večerji. Kadar pa sta vprašala Mino, ali bi želela kaj prebrati, je zacepetala in zavpila: "Sovražim knjige!" Na vsem svetu je bil verjetno samo še nekdo, ki so mu bile knjige bolj odvratne kot Mini. In to je bil njen muc Max. Ko je bil še ljubka kepica, mu je na rep padel ogromen atlas. Od tedaj je minilo mnogo dni. Toda konica repa mu je ostala ukrivljena kot žica za čiščenje pipe. Vse od takrat si je prizadeval in pazil, da so bile knjige pod njim in ne nad njim. Nekega jutra, potem ko je Mina najprej iz umivalnika zložila vse knjige, da si je lahko ščetkala zobe, je šla v kuhinjo pripraviti zajtrk zase in za Maxa. Splezala je na skladovnico enciklopedij, da je prišla do kosmičev. Nato je odprla hladilnik. Morala je prestaviti kuprevi, da je lahko vzela mleko. Nalila ga je zase in za Maxa. "Max!" je poklicala. "Zajtrk je pripravljen." Ampak Maxa ni bilo od nikoder. Poskusila je še enkrat. "Max!" je zaklicala. "Zajtrk je na mizi." Muc pa kot da ne sliši. Le kje bi lahko bil, je ugibala. Pogledala je v banjo in za sušilnim strojem. Pogledala je pod stopnicami. Ozrla se je na steno, ali morda čepi na uri. Toda povsod je videla knjige in spet knjige, Maxa pa ni našla. Naenkrat je zaslišala glasen mjav. Stekla je v dnevno sobo.
Zagledala je muca, kako nemočen čepi na najvišji skladovnici knjig v hiši. Ena na drugi so se kopičile vse knjige, ki sta jih starša vztrajno kupovala dan za dnem, ona pa se je vztrajno branila, da bi jih brala. Čisto na dnu so bile velike sijoče slikanice iz časov, ko je bila še malčica. V sredini so bili abecedniki in knjige z otroškimi pesmicami. Na vrhu, tik pod stropom, pa so bile zbirke pravljic in knjige napetih pustolovskih zgodb. Na vseh pa se je nabiral prah. Nič ne skrbi, Max, mu je zaklicala Mina. Rešila te bom. Začela je plezati po skladovnici knjig. Sprva ji to ni delalo težav, saj imajo slikanice trde platnice. Počutila se je, kot da se vzpenja po stopnicah. Ko pa je prilezla do knjig z mehkimi platnicami, ji je spodrsnilo na knjigi pesmi. Izgubila je ravnotežje in zgrmela po kupu navzdol. Tresk! Knjige so se razletele na vse strani. Platnice so na široko zaplahutale, listi so zašušteli in knjige so vihraje popadale po tleh. Ko pa so široko razprte obležale, so se začele dogajati nenavadne stvari. S popisanih listov so se usule osebe in živali. Padale so druga na drugo, prekopicavale so se po tleh, da so knjige frčale in so se stoli prevračali. Bili so kraljeviči in kraljične. Bile so pravljične vile in začarane žabe. Pa še volk in 3 prašički in učeni gozdni škratek. Tu so bili škrlatna žirafa in mama gostka s svojim debelinkom, ki je z velike višine treščil na tla, da mu je počil trebušček. Prihajali so sloni, cesarji in avstralski emuji, palčki in pisana druščina razposajenih opic, ki so uganjale norčije. Toda največ je bilo zajčkov, ki so se trumoma usipali iz knjig. Ni manjkalo ne gozdnih zajčkov, ne belih, ne takih s klobuki. Sredi direndaje je sedela Mina, utrpla od osuplosti. Mislila sem, da v knjigah samevajo besede, ne pa da se v njih prekopicujejo zajčki, je rekla, ko je k njej iz knjige priskakljalo še 6 dolgouščkov. Saj to sploh ni bila več jedilnica. Na mizici je slon plesal na eni nogi in žongliral z dragocenimi porcelanastimi krožniki. Opice so potrgale zavese in jih spremenile v ogrinjala. Zajčki pa so si brusili zobke na nogah mize. Nehajte, je zakričala Mina. Spravite se nazaj. Toda lajanje, kruljenje, ropotanje in štorkljanje je bilo tako hrupno, da je preglasila vsako njeno besedo. Pograbila je najbližjega zajčka in ga poskušala stlačiti nazaj v kuharsko knjigo. Na smrt se je prestrašil, izvil se je Mini iz rok ter zbežal. Odprla je drugo knjigo. Iz nje so sfrfotale 4 račke. Hitro jo je s treskom zaprla. Tako ne bo šlo, je uvidela Mina. Ne vem, kdo je doma v kateri knjigi. Nekaj hipov je premišljala. Že vem, se je odločila. Šla bom k vsakemu in ga vprašala, v katero knjigo sodi. Najprej se je obrnila na neko čudno bitje, ki ga sploh ni poznala. Kdo si ti? Ga je vprašala. A kot antilopa, je žival jezno odvrnila in odpeketala iskat svoj abecednik. Pod jedilno mizo je našla volka, ki je komaj zadrževal jok. Ne morem se spomniti, ali sem iz rdeče kapice ali iz 3 prašičkov, je tarnal in si brisal moker smrček na mizni prt. Ampak Mina je bila nemočna, saj ni še nikdar prebrala ne rdeče kapice, ne 3 prašičkov. Potem pa se je domislila.
Vzela je najbližjo knjigo in začela brati na glas. Nekoč v davnih časih, je začela Mina, za 9 gorami in 9 vodami. Počasi so pravlična bitja nehala skakati, tuliti, žlobudrati, klepetati. Lezla so vse bližje in bližje, da bi slišala, kaj se bo zgodilo. Kmalu so vsi sedeli v krogu okrog Mine in poslušali njeno glasno branje. Ko je prebrala prvo stran in začela na vrhu druge, so prašički v krogu poskočili. To smo mi, so zavpili. To je naša stran, to je naša knjiga. Skočili so iz kroga, se pogreznili v njeno naročje in se izgubili v knjigi. Mina jo je hitro s ploskom zaprla, še preden bi utegnili ponovno pokukati iz nje. Pograbila je drugo zgodbo. Po vrsti je prebirala vse svoje knjige in drugo za drugim so bitja ugotovila, kje so doma. Nazadnje je v sobi ostal samo droben zajček v modrem plaščku. Mina je počasi vzela v roke knjigo. Bila je zgodba o Petru Zajcu. Mogoče pa lahko tega zajčka obdržim pri sebi, je pomislila. Stožilo se je po družbi, sedaj ko so vsi odšli in se vrnili v svoje knjige. Toda drobni zajček je stal pred njo. Nemirno je trzal svojim mehkim smrčkom ter se živčno prestopal z noge na nogo. Neučakano je hrepenel po svojem domu. Tako je Mina z globokim vzdihom odprla zadnjo knjigo. Zajček je skočil vanjo, samo za hip se je zabliskal njegov bel svile in repek in že ga ni bilo več. V hiši je nastala tišina. Max je sedel na knjigah in si umival smrček. Mina je zavzdihnila. Nikdar več ne bom videla teh zajčkov, je zastokala. Potem pa je opazila, da so knjige še vedno tu, še vedno ležijo okrog nje. Na obraz se je prikradal nasmeh. Ko sta tisto popoldne mama in očka prišla domov, nista mogla verjeti svojim očem. Nista pogrešala zaves na oknih. Ni jo motila vse naokrog razmetana razbita posoda. Niti jo niso razjezile obglodane noge mize. Saj je tu, sredi sobe, sedela Mina in brala je knjigo. Ja? Bravo, Mina. Sedaj se je pričela tvoja pravlična dogodivščina. Ja. Knjige so kot ključi, ki odpirajo vrata v svet domišljije in znanja. Včasih se moramo le opogumiti, odpreti knjige in dovoliti besedam, da nas popeljejo na to čarobno popotovanje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico, prav tako kot junaki današnje pravljice. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj knjige bogatijo vaša življenja ter vas popeljejo v čarobni svet. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi prisluhnete pravličnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam knjižni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Mina. Ja, v knjigah se marsikdo skriva. Pozdravljeni, dragi otroci. Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je res nekaj posebnega. Namreč že sama naslovnica mi je bila zelo všeč. Ko pa sem knjigo na hitro prelistala, sem si rekla, da moram tole pravljico zagotovo prebrati tudi vam. Morda se bo pa kdo od vas, tako kot tale zajček,
opogumil in z največjim veseljem obiskal knjižnico in se zatopil v listanje čudovitih slikanic. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Zajčkov bralni kotiček. Zajček je oboževal knjige. Oboževal jih je že vse, odkar je prvič slišal gospo z rdečimi očali, kako glasno bere pred knjižnico. Ob poslušanju zgodb si je Zajček predstavljal, da se vzpenja na visoke gore, da je enooki gusarski kapitan, da je vladar mogočnega kraljestva. Ko pa se je poletje končalo, se je pripovedovanje pravljic preselilo nazaj med knjižne police. Zajček ni vedel, ali živali smejo v knjižnico ali ne. Vedel pa je, da zagotovo ne more živeti brez knjig. Noč za nočjo se je premetaval po postelji, kajti močna želja mu ni dala spati. Moral je nekaj ukreniti. In tako je Zajček nekaj noči s svetilko v roki in z upanjem v srcu skočil iz postelje ter se po prstih odplazil skozi temo. Ko je prišel do knjižnice, je ugotovil, da so vrata zaklenjena. Tudi okna so bila tesno zaprta. Zajček je kopal, plezal in vlekel. Nič ni pomagalo. Nazadnje pa je opazil režo za vračilo izposojenih knjig. Svetleči ročaj je bil visoko nad njegovo glavo, a ne dovolj visoko, da ga je Zajček, ki je bil lačen knjig, ne bi mogel doseči, če bi le malo poskočil. In Zajček je skočil. Odklenil se je ročaja, se vrgel čez rob in migal z mehkim repkom, dokler se mu ni uspelo splaziti skozi režo. Zamolklim bum je pristal v knjižnici. Zajčku so zasijale oči, ko je zagledal police, ki so se kar šibile pod knjigami. To je bilo še bolje kakor polje svežega, hrustljavega korenčka. Zajček ni vedel, kje bi začel. Globoko je zajel sapo. Dišalo je tako, kot da bi bil ovit v še tople strani svoje najljubše knjige. Sledil je svojemu smrčku do kotička s pustolovskimi knjigami. Tam je našel zgodbe o drznih pustolovcih, morskih psih in superjunakih. Zajček si je lakomno nagrabil knjig. Borčice so mu trzale od navdušenja, ko je svoje knjižne zaklade drugega za drugim ustavljal v režo za vračilo knjig. Zajček, ki je pod težo knjig komaj da lovil ravnotežje, se je odmajal domov. Komaj je čakal, da se zatopi vanje. Vsako noč se je vračal v knjižnico. Prebrskal je vse police in knjižne izbranke odtihotapil domov, da je lahko bral. Kmalu je bilo v njegovem brlogu več knjig kakor prostora. Nekega večera pa je Zajčka med branjem presenetilo glasno trkanje. Zaprl je knjigo in odprl vrata. "Kje pa se ti potikaš zadnje čase?" je vprašal ježevec. "Bral sem," je odgovoril Zajček. "Zakaj?" je vprašal ježevec. Zajček je na široko razprl oči. "Zakaj?" se je začudil. "Si sploh že bil kdaj v knjižnici?" Napočil je čas, da Zajček ježevcu zaupa svojo skrivnost. "Pa si prepričan, da je to dobra ideja?" je vprašal ježevec. "Pomiri se, no, ne bodi tako našpičen," je rekel Zajček. "Preveč sem naježen, nikoli ne bom mogel zdrsniti skozi režo." Zajček je potiskal in porival, dokler ni ježevec z glasnim buf padel skozi režo. Zajček je zdrsnil za njim in prižgal svojo svetilko. "Opala," je rekel ježevec. "Vem, ja," je odvrnil Zajček. "Ali misliš, da je tudi tukaj kakšna zgodba o balonih? Od nekdaj sem se spraševal, kako je z baloni." "Prav gotovo," je pripomnil Zajček.
In res je ježevec našel knjige o balonih, pa o puščavah in sipinah, o gosenicah in kokonih. Ko mu je zajček podal knjigo o ježkih, jo je ježevec kar objel. Prijatelja sta izmenično potiskala knjige skozi režo za izposojo. Stolpič knjig je bil tako visok, da sta ga komaj nesla. Ko sta bila spet pri zajčku doma, sta se udobno namestila ob čaju in korenčkovih kolačih. In skupaj sta brala do sončnega vzhoda. Neke noči pa je medved opazil, da pri zajčku gori luč. Odprl je vrata in se spotaknil ob kup knjig. Ja, kaj pa se dogaja? Je vprašal medved. Na, izvoli, je rekel zajček in mu podal knjigo. Medved si je naredil prostor in se namestil, da bi bral. Kmalu je začelo na obisk prihajati še več zvedavih živali. Ali imate kaj knjig o širnem vesolju? Je vprašala ptica. Kaj pa o vulkanih? Je vprašal krt. Meni bi se prilegla zgodba o duhovih, je rekla miš. Mislim, da je čas za ekskurzijo, je predlagal zajček. Živali so se druga za drugo stlačile skozi režo v knjižnico. Zaradi medveda se je stvar nekoliko zavlekla. Brskali so naokoli, ovohavali kupe knjig in jih s tačkami prelistavali. Veverička je zbirala zgodbe o cirkusu. Rakun je pograbil knjigo o izobčencih in roparjih. In žaba je našla pravljico. Nihče ni slišal odklepanja vhodnih vrat. Nihče ni slišal top, top, topotanja korakov. Nihče ni slišal, kako se je s klikom prižgala luč. Ja, kaj pa se greste tukaj? Je vprašala knjižničarka. Živali so se osuplo ozrle navzgor. Zajček je zasopel, ježevec je zazijal, medved je zastokal. Za menoj, je strogo rekla knjižničarka. Živali so počasi odkorakale za njo. Slabo se nam piše, je zašepetal ježevec. Vse knjižnice imajo svoja pravila, je pojasnila knjižničarka. Zajčku so se zatresle brčice, ježevcu se je naježil hrbet. Medved je pogledoval proti vratom. Zajček pa je stopil naprej, da bi prevzel krivdo nase. Knjižničarka se je sklonila. Prvo pravilo je: vsak ljubitelj knjig mora uporabljati tole. Zajčku in njegovim prijateljem je izročila popolnoma nove knjižnične članske izkaznice. Zdaj si lahko izposojate knjige, je rekla in se nasmehnila. Pazite le, da jih boste redno vračali. Zajček ni mogel verjeti lastnim ušesom. Še naprej bodo lahko prihajali v knjižnico. Žarečimi očmi se je ozrl proti svojim sobralcem, nato pa skočil k policam. Izbral je ravno pravšnjo knjigo in ponosno je pregledal čisto prvi uradni izbor za Zajčkov bralni krožek. Čudovita pravljica. Moram priznati, da je ena izmed lepših sodobnejših pravljic. In kako je zajček navdušil še ostali živali nad knjigami? Bravo, zajček. Živali pa so kaj kmalu ugotovile, da so knjige zakladnice znanja. Otroci, predlagam, da tudi vi v kratkem odhitite v knjižnico ter pobrskate med knjižnimi policami ali predali, ki se kar šibijo pod težo vseh besed in črk, ki jih knjige vsebujejo. In ne pozabite prisluhniti še kakšni najljubši pravljici, ki jo boste skoraj zagotovo lahko našli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Počasi, vztrajno se namreč bližamo že 100. pravljici. Ja, kar 100. Še sama težko verjamem. Otroci, lepo se imejte, pa upam, da se kmalu spet vidimo. Čau, čau!
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Piji, ki z iskricami v očeh zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Najlepša hvala, Pija. In v tokratni pravljici bomo spoznali deklico, ki doživi dan, ko ji gre skoraj vse narobe. A na srečo njena mamica pozna rešitev za tako nesrečen dan. Le kako je mamici uspelo narisati nasmeh na obraz svojih hčeri? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Pijo z naslovom Čudežna moč knjige. Včasih, ko se vračam iz šole, si ne morem pomagati, da v mislih ne bi premlevala neprijetnih trenutkov tistega dne. Danes zjutraj je deževalo in bila sem čisto premočena. Izgubila sem svojo najljubšo lasnico. Med odmorom sem padla. Vsebina stekleničke za vodo se mi je razlila po torbi. Na uri plavanja sem morala splezati na najvišjo odskočno desko. Zdaj pa še mama pripravlja večerjo in nima časa zame. Naj se še tako trudim, da bi svoje misli usmerila drugam. Vse to je bilo preprosto preveč za en sam dan. Mama opazi, da se kujem, zato še sama postane nejevoljna. Večerja ni prav zabavna. A ko pride čas za spanje, mama na srečo pride do mene in se, kot skoraj vsak večer, usede na rob moje postelje, da me stisne k sebi in da malo pokramljava. Danes pa ni ravno tvoj dan, kaj ne? Reče in me poboža po laseh. Naj ti preberem pravljico? Saj veš, pravljice imajo čudežno moč. Le pojdi in izberi tisto, ki si jo danes želiš slišati. Dolgo oklevam pred svojo knjižno omaro. Toliko knjig imam. Le katero naj izberem? To, ki je že čisto raztrgana, ker je bila že tolikokrat prebrana? Ali to, ki je čisto nova in se jo komaj upam dotakniti? To, ki jo znam že na pamet? Ali to, ki me popelje v daljne kraje? To, ki mi v kri nažene toliko strahu, da ostanem brez besed? Ali to, katere glasba mi vzbuja željo po petju? Nikakor se ne morem odločiti. Rada imam vse svoje knjige. Ampak na koncu izberem tisto, ki mi prikliče nasmeh na obraz. Stisnem se k svoji mami in ko začne brati, mi je takoj lažje pri srcu. Nič drugega več ni pomembno, kot le ta najin trenutek. Mamin glas me ponese v pravljično deželo. Pravljica je konec. Mama me tiho vpraša: kakšen je bil tvoj dan? Pomislim torej na vse, kar se mi je danes pripetilo, in ji povem vse o svežini dežja, puščajoči steklenički za vodo, izgubljeni lasnici, padcu med odmorom, trenutkov, ko sem zbrala pogum, da skočim z najvišje deske. In ko sem prišla domov, je vse prijetno dišalo po večerji, ki jo je pripravljala za nas. Poljubim mamo in ji rečem: ampak najboljši del mojega dneva je pa zdaj. Zdaj, ko se po prebrani pravljici stiskam k tebi.
Mama se nasmehne, me zavije v odejo in reče: morda pa bi morali pravljico za lahko noč brati že zjutraj. Tako bi že na vse zgodaj poskrbeli za lepši dan. Morda pa res? Bravo, odlična ideja. Včasih so dnevi naravnost čudoviti in nam gre prav vse kot po maslu. Se pa zgodi, da pridejo tudi drugačni, bolj naporni dnevi. A takrat se spomnimo, da lahko slabo voljo tudi presežemo in uživamo v čudovitih trenutkih. Pija, naj bodo tvoji dnevi polni navdihujočih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Super grozen dan. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Piji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo odpotovali na Južni pol ter spoznali pingvine, ki jim je ena samcata stvar spremenila njihova življenja. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekoč je bil pingvin. Nekoč se je na mrzli, daljni ledeni gori pingvin Pingo spotaknil ob nekaj. Bilo je veliko in rdeče in v sredini listasto. Je bila streha? Splav? Jadralno letalo? Vetrobran? Klobuk? Grelna blazina? Stvar je bila precej neuporabna in je pingvine kmalu nehala zanimati. Pingo pa je postajal vse bolj zvedav. Strmel je v veliko, rdečo listasto stvar in jo poskušal razvozlati. Ko so minevali dnevi in tedni, so dobili drobni znaki pomen. Pingo je bil zelo bister pingvin. Od takrat se je Pingo v stvar zatopil. Ko so premraženi pingvini iskali zavetje, je povedal: na tropskem otoku sem, tukaj ni snega. V času kosila je rekel: nisem lačen, s princeso jeva sladoled. Zvečer pa je dejal: ne moremo posteljo, z vesoljsko ladjo letiva na Luno. Pingvini so bili močno zbegani. Tropski otok, princesa, vesoljska ladja. Kje? Vse je tu notri, je razložil Pingo. V tej veliki, rdeči, listasti stvari. Prisluhnite. Pingo jim je začel pripovedovati o izjemnih ljudeh, daljnih deželah, čudežnih bitjih. Bilo je razburljivo, osupljivo, včasih malce grozljivo. In ko je obrnil zadnjo stran, so pingvini vzklikali: hočemo še! Ničesar drugega ni, je žalostno rekel Pingo. Samo eno veliko rdečo listasto stvar imam. Samo trenutek, kaj pa je to? Antonova knjižnica, je prebral Pingo. Kdo je Antonova knjižnica? So vprašali pingvini. Ne vem, a moramo jo najti. Mogoče ima še druge velike rdeče listaste stvari. Zamisel jim je bila všeč. Podali so se na pot čez morje, čez gore, goščavja in džungle, dokler niso prišli do mesta.
kako drugačno je bilo od Pingove mrzle, samotne ledene gore. Meščani so hrupno racali in hiteli sem in tja. Zakaj se nihče ne ustavi? Je zaklical Pingo. Nenadoma je zagledal znan obraz. Princesa! In odpeljala jih je v Antonovo knjižnico. Antonova knjižnica je bila nekaj drugega, kot so pričakovali pingvini. Ni imela rok, niti nog, niti glave. Antonova knjižnica sploh ni bila oseba. V njej pa je bilo veliko listastih stvari vseh barv. To so knjige, je rekla princesa. Berimo. Uspelo jim je. A knjižnico so zapirali. Zapirate, je kriknil Pingo. Moram prebrati konec te zgodbe. Knjigo si lahko izposodiš in jo prebereš doma, je rekla princesa. V knjižnici si lahko vsakdo izposodi knjigo. In tako je vse več in več knjig romalo na Pingovo malo ledeno goro in nazaj. Domovanje pingvina ni bilo več mrzlo in na koncu sveta. Zato je poskrbela velika, rdeča, listasta stvar. Izjemna pravljica, prav gotovo. In v knjigah se resnično skrivajo izjemne modrosti, ki odkrivajo nova znanja ter budijo našo domišljijo. In res sem vesela, da bodo domišljijo razvijali tudi pingvini in si tako krajšali čas v mrzlih zimskih dneh. Otroci, o mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek ali pa pravljici Tiho, tukaj beremo, kjer so živali prav tako z navdušenjem prebirale knjige. Res luštni pravljici. Verjamem, da tudi vi uživate v listanju ali prebiranju knjig. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja. Pingvin Pingo. Zanimivo, kako se je tale listasta stvar sploh znašla na južnem polu. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Zari Aši, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljicam. Zara Aša si želi slišati čudovito pravljico o kužku, ki je ostal sam, ko so se njegovi lastniki odpeljali na izlet. Osamljen kuža je taval naokrog in iskal prijatelja, s katerim bi se lahko igral. Srčno upam, da ga je tudi našel. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Zare Aše, nastale izpod peresa slovenske avtorice Tatjane Kokalj z naslovom Pomoli smrček v mojo knjigo. Počakajte, z vami bi rad šel, je zaklical kuža in potisnil smrček skozi reže v visoki ograji. Njegov glas se je izgubljal v prahu, ki se je dvigal za drvečim avtom. Medvedek, punčka, žoga in zmaj z dolgo vrvico so se odpeljali na izlet. Kuža je ostal sam doma. Nihče mu ni ponudil tačke, da bi jo stisnil v slovo. Kar šli so. Kdo ve, kdaj se bodo vrnili? Kuža se je obrnil k hiši z belimi polknicami. Zazdela se mu je žalostna in siva. V njej ni bilo več veselih nežnih glasov, ne mehkih Timovih korakov. Tudi Brinova razposajena pesem je utihnila in Gajin smeh. Vsi so odšli, otroci in igrače.
Kuža se je pognal v ograji in iskal luknjo, skozi katero bi zlezel. Hitre tačke ima, ujel bi jih že na prvem križišču. A ni našel izhoda. Bil je sam, med visokimi drevesi in rožami, ki so se naslanjale druga na drugo. Je kdo tu? Je zaklical in odmev mu je vrnil vprašanje. Kdo kriči in me budi iz spanja? Se je oglasil krt, ki je pokukal iz krtine. Nočem biti sam, je povedal Kuža. A krt je že izginil v temnih hodnikih in tesno zaprl vhod. Bi se kdo igral z menoj? Je zaklical Kuža. Na uho mu je prišla vesela pesem cirkuškega voza, ki je drdral po cesti. Ustavite se! Je zaklical za njim, a voz je že izginil daljavo. Nočem biti sam, je ponavljal in klepetava vrana ga je slišala. Kužko ni namenila niti besede. Preplavila ga je skrb. Kako dolgo bo ostal sam? Uro? 2? Ali ves dan? Morda več dni skupaj? Temne sence so se razpotegnile preko vrta. Metulji so zaprli krila, ptice so utihnile. Kuža je prijel glavo v svoje tačke, priprl oči in opazil lučko, ki je brlela skozi reže stare drvarnice. Stekel je bliže in prislonil uho k hrapavi steni. Nekdo je v drvarnici, je veselo pomislil. Razločno je slišal šum, kot bi nekdo obračal strani v knjigi. S tačko je potisnil vrata in vanje je hušknila svetloba. Dober večer, Kuža, ga je pozdravil podganjek z očali na nosu. Kuža je stal na pragu in začudeno gledal knjige, ki so v visokih kupih ležale vse povsod. Vstopi, ga je povabil podganjek. Kuža je z repom zaprl vrata in ni vedel, kam bi se dal. Pomoli smrček v mojo knjigo, je preprosto rekel podganjek in potisnil kužku knjigo v tačke. Kuža je prijel knjigo in počasi je obrnil prvo stran. Ni bil več sam. Sedel je v topli drvarnici, ob sebi je imel prijatelja in z njim je odšel na potovanje v neznano deželo. Prav zares čudovita pravljica. Bravo, Kuža, za pogum ter vztrajnost. Vse pohvale pa tudi učenemu podganjeku. Verjamem, da Kuža ter podganjek še danes bereta slikanice ter knjige, ter na krilih domišljije velikokrat odideta v pravljični svet. Zara Aša, najlepša hvala za idejo o zelo lepi pravljici. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti slovenski pravljici z naslovom Gobje prigode. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživajte v domišljijskem svetu. Pravljičen pozdravček Zari Aši ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Bravo. Bogi, Kuža. Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, v današnji pravljici bomo spoznali učene živali s kmetije, ki izjemno rade prebirajo knjige, ter pa lačnega volka.
Me res zanima, kako se bo zapletla in razpletla tale pravljica. Predlagam, da se čim hitreje udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tiho, tukaj beremo, ki jo je napisala pisateljica Becky Bloom. Po dolgih dneh hoje je volk prispel v mirno, zaspano vas. Bil je utrujen, bil je lačen in bolele so ga noge. Ostalo mu je le še malo denarja, ki ga je hranil za najbolj hude dni. Pa se je spomnil, na robu vasi je kmetija. Tam si poiščem kaj za podzob. Pokukal je čez ograjo, ki je obdajala kmetijo, in zagledal pujska, račko in kravo, ki so sedeli na soncu in brali. Saj ne more biti res. Tako sem sestradan, da imam privide, je pomislil volk. Svoje žive dni še ni videl pujska, račke ali krave, ki bi brale knjigo. Toda bil je lačen, zato ni prav dolgo razmišljal o tem. Globoko je zajel sapo, skočil po konci in s strašnim tuljenjem planil na živali. Au! Piščanci in zajci so se na smrt prestrašeni razbežali vse smeri. Račka, pujsek in krava pa se še zganili niso. Odkot ves ta neznanski trušč, je zagodrnjala krava. Sploh ne morem zbrano brati. Ga, ne zmeni se za hrup, je rekla račka. Kaj vam pa je? Je vprašal volk. Ali ne vidite, da sem velik in nevaren volk? Bo že res, da si, je odgovoril pujsek. Ampak kaj ne bi mogel biti velik in nevaren kje drugje? Radi bi v miru brali. Na naši kmetiji živimo lepo vzgojene in učene živali. Zdaj pa bodi tako dober in pojdi stran. Česa takega volk še nikoli ni bil doživel. Lepo vzgojene živali, učene živali, je ponavljal sam pri sebi. No, če je tako, se tudi jaz naučim brati. Je sklenil in jo s kmetije mahnil naravnost v šolo. Otroci so se čudili, da imajo volka za sošolca, vendar so se kmalu navadili nanj. Volk je bil resen in zagnan in z veliko truda se je naučil brati in pisati. In kmalu je postal najboljši v razredu. Zadovoljen sam sabo se je vrnil na kmetijo in preskočil ograjo. Jim že pokažem, je pomislil in odprl je knjigo in začel brati. To je mama, to ni Ivo, to je Meta. Aga, veliko dela te še čaka, je rekla račka, ne da bi ga sploh pogledala. In pujsek, račka in krava so mirno brali naprej. Volkovo branje pa jih ni niti najmanj navdušilo. Volk je spet preskočil ograjo in oddirjal naravnost v knjižnico. Cele dneve se je pridno učil. Prebral je že na kupe starih zaprašenih knjig. Vadil je in vadil, dokler ni znal brati tekoče brez zatikanja. Zdaj bodo gotovo zadovoljni z mano, je menil volk. Prikorakal je do vrat ograje in potrkal. Zdaj bodo videli, je pomislil. Odprl je knjigo in začel brati. Nekoč so živeli 3 prašički in nekega dne jih je mama pujsa poklicala in mi rekla: Prenehaj s tem truščem, ga je prekinila račka. Poboljšal si se, je pripomnil pujsek, ampak še bolj boš moral paziti, kako bereš. Prehitro bereš. Volk je stisnil rep med noge in se osramočen odplazil stran. Toda odnehati ni hotel. Preštel je tisto malo denarja, kar mu ga je še ostalo. Zavil v knjigarno in si kupil čudovito knjigo pravljic. To je bila prva čisto njegova knjiga. Sklenil je, da jo bo bral po dnevi in po noči, do zadnje vrstice in zadnje črke. Naučil se bo brati tako dobro, da ga bodo živali na kmetiji občudovale. Cin, cin,
je pozvonil volk pri vratih kmetije. Legel je na travo, odprl svojo novo knjigo in začel brati. Bral je pogumno in navdušeno. Pujsek, krava in račka pa so ga napeto poslušali in nihče ni ščrhnil niti besede. Ko je prebral prvo pravljico, so ga pujsek, krava in račka prosili, naj jim prebere še eno. In volk je bral naprej. Zdaj je bil rdeča kapica, potem duh iz čudežne svetilke, kasneje spet je postal bahavi gusar. Ga, tole je pa res zabavno, je rekla račka. Pravi mojster je rekel pujsek. Mu, bi šel danes z nami na piknik, ga je povabila krava. In tako so imeli skupaj piknik pujsek, krava, račka in volk. Ležali so v visoki travi in si celo popoldne pripovedovali zgodbice in šale. Mu, vsi skupaj bi morali postati pripovedovalci zgodb, je nenadoma rekla krava. Ga, potovali bi po celem svetu, je dodala račka. Jutri zjutraj lahko začnemo, je predlagal pujsek. Volk se je zadovoljno pretegnil na travi. Bil je srečen, da ima tako čudovite prijatelje. In dan, ki so ga preživeli skupaj, je bil zares popoln. Bravo. Čudovita pravljica, kaj ne? In zelo poučna vsebina. Všeč so mi bile živali, ki so tako vneto prebirali knjige. Namreč v knjigah se skrivajo vse skrivnosti tega sveta. No, skoraj vse. Brez dvoma pa je branje izjemnega pomena. Tudi za vas in za vse nas. In pa končno smo v pravljici spoznali tudi prijaznega volka, kar ni ravno običajno. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri pa boste spoznali zajčka, ki je bil prav tako navdušen nad branjem in to tako, da je kar po noči skrivoma obiskoval knjižnico. Le prisluhnite še tej pravljici. Drugače pa uživajte in se kmalu spet poslušamo. Pa skočite še v kakšno knjižnico, pa tudi vi poskusite brati. Boste videli, zabavno je. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito pravljico poklanjam Lovru in Katarini, ki zelo rada prisluhneta pravljicam. Najlepša hvala. Lovro in Katarina bi želela slišati prav posebno zgodbo, v kateri bomo spoznali razigranega dečka, ki je naravnost navdušen nad igrami z žogo, plezanjem in še marsičem. Nikakor pa ni navdušen nad knjigami. A vse do nekega dne, ko je v šoli doživel neprijetno situacijo. Le kaj se je zgodilo, da je deček postal zelo navdušen nad branjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Lovra in Katarino, ki je nastala izpod peresa slovenske pisateljice Helene Kraljič z naslovom Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Aleš je bil razigran fant. Rad je plezal po drevesih. Rad je tekel za metulji. Rad je brcal žogo. In nikakor ni rad bral. Aleš, poglej, kupila sem ti novo knjigo, mu je veselo povedala mami. Raje bi mi kupila novo žogo, je kotrmljal Aleš. Žog imaš že 7. Tudi knjig imam že dovolj, ampak vsaka knjiga je drugačna. Tudi žoga je vsaka drugačna. Očka, kam gre sonce po noči? Je hotel vedeti Aleš.
Očka je vzel s knjižne police knjigo in začel brati. Zemlja se vrti okoli svoje osi. Zato je ena stran zemlje včasih obrnjena proti soncu in takrat je na tisti strani dan, druga stran zemlje, ki je obrnjena stran od sonca. Igrat se grem z avtomobilčki, ga je prekinil Aleš. Oče je bil razočaran. Tako ne boš nikoli nič znal. Aleš je zamahnil z roko. Ni mi mar. Čez nekaj dni je prišla na obisk sestrična Anita. Ustavila se je pred veliko knjižno polico in z občudovanjem rekla: Wow, kako veliko knjig imaš, Aleš. Res si lahko vesel. Ne potrebujem jih. Ne spodobi se, da bi fantje brali. Vse lahko vzameš, je brezbrižno rekel Aleš. Aniti so se zasvetile oči. Pogledala je Aleševo mami. Ta je sina vprašala: Res hočeš dati vse knjige Aniti? Ja, je važno odgovoril Aleš. Ne bom jih bral, v njih so same neumnosti. Aleševa mami je vprašujoče pogledala moža. Ta je le skremžil ustnice. Obupal sem. Prinesi škatle, kar naj Anita knjige odnese domov. Jih bo vsaj nekdo prebral. Aniti so od veselja zažarele oči, srce je zaigralo. 3 velike škatle je hitro odnesla na kolo in se odpeljala domov. Še vedno ni verjela, da je imela tako srečo. Doma se je usedla na preprogo in pregledovala svoje bogastvo. Knjiga o vesolju, knjiga o živalih, knjiga o zgodovini, roman o ukradenem medaljonu, knjiga o pravljičnih bitjih, roman o pobeglem čarovniku. Še preden je vse knjige zložila na svojo polico, se je ulegla na posteljo in začela brati. Aleš pa je plezal po drevesih, tekal za metulji in brcal žogo. Knjig ni pogrešal. Pravzaprav mu je bilo všeč, da jih ni več imel, saj mu zdaj nihče več ni težil z branjem. Alešu je bila všeč sošolka Žana. Veliko se je smukal okoli nje. In bil je prepričan, da je tudi on všeč njej. Dokler ga učiteljica slovenščine ni nekega dne poklicala k tabli, da nekaj prebere. Aleš je začel brati. Črke je tako nespretno vlekel, da prebranega ni nihče razumel. Učiteljica, bi lahko bral kdo drug? Nič ga ne razumem, je zaslišal prošnjo. Aleš je dvignil pogled in se srečal z Žaninimi očmi. Ni vedel, kaj naj razbere iz njenega pogleda. Posmeh? Zaničevanje? Morda celo oboje. Ta dan je bil najbolj grozen v njegovem življenju. Osramotil se je pred celim razredom, pred Žano. Takoj po pouku je stekel domov k knjižni polici. Bila je prazna. Mami, se je drl, kje so knjige? Mami je začudeno pogledala. In kaj bi počel z njimi? Bral bi, je kričal Aleš. Ker si z mami ni mogel nič pomagati, je stekel k očetu v pisarno. Svoje knjige hočem nazaj, je tulil. Oče je presenečeno dvignil pogled. In kaj bi počel z njimi? Bral bi, se je spet zadrl Aleš. A tako?
Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, kaj ne? Je zamrmral oče in se zakopal nazaj v goro papirja. Aleš je živčno hodil po hiši. Kmalu se je odločil. K Aniti grem, ona ima moje knjige. A Anita knjig ni hotela vrniti. Kar se da, se v zlato jamo zakopa, je cepetala, ko je Aleš vztrajal, da so knjige njegove in naj mu jih takoj vrne. Še dobro, da je hrup privabil Anitino mami. Kaj je pa z vama? Takoj nehajte kričati, je zahtevala. Anita mi noče vrniti knjig, se je pritoževal Aleš. Ja, ker si mi jih dal, se je branila Anita. Anita, je spravljivo rekla Anitina mami. Naj si Aleš izbere eno knjigo. Ko jo bo prebral, ti jo bo prinesel nazaj. Prav, je popustila Anita in uporniško dala roke v bok. Če mi jo boš res vrnil. Aleš je pokimal, vzel najdebelejšo knjigo in odhitel domov. Aleš je bral. Vsak dan bolje in z večjim navdušenjem. Kmalu je spet odšel k Aniti. Knjigo sem že prebral, si lahko izposodim še kakšno? Jo je vprašal. Anita je pokimala. Aleš je izbral knjigo in se dobre volje ter žvižgajoč odpeljal nazaj domov. Aleševa starša sta nemo opazovala spremembo. Nič nista upala vprašati, da ne bi česa pokvarila. A bila sta vesela, da sta sina videla s knjigo v roki. Aleš je bral in si pri Aniti sposodil še veliko knjig. Kmalu je ugotovil, da je njihova knjižna polica spet polna. Ni ga zanimalo, kdo je poskrbel za to. Bil je vesel, da bo lahko spoznaval različne svetove, ki se skrivajo med pletnicami. Alešu je bila Žana še vedno všeč. Žana pa se je od tistega neljubega dogodka z branjem držala bolj stran od njega. Dokler ga učiteljica slovenščine ni nekega dne spet poklicala k tabli, da nekaj prebere. Aleš je začel brati. Bral je lepo in povezano. Ko ga je učiteljica ustavila, da bi bral še kdo drug, je Aleš zaslišal prošnjo. Učiteljica, bi nam lahko Aleš prebral do konca? Aleš je dvignil pogled in se srečal z Žaninimi očmi. Zdaj je vedel, kaj lahko razbere z njenega pogleda. Ponos, naklonjenost, morda celo oboje. Aleš je ostal razigran fant. Rad je plezal po drevesih. Rad je tekel za metulji. Rad je brcal žogo. In vsekakor je rad bral. Bravo, Aleš. Branje je sicer res zahtevno, a v besedah se skrivajo marsikatere skrivnosti ter modrosti. Lovro in Katarina, najlepša hvala za idejo o odlični pravljici. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Lovru in Katarini, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Ja, bo kar držalo. Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Bravo za pogum in odločnost.